tega pa bom odprla anketo in vas bom prosila, če boste izpolnili. V bistvu pa gre za statistiko, da vidimo, kdo se udeležuje naših informativnih dni. Anketa bo odprta med dobrih ali pa slabih 10 minut, tako da prosim, da pač čim prej izpolnite tiste 3 stvari, za katere vas prosimo. Zdaj pa za začetek, mogoče, da dobite občutek, kako izgledajo prostori ali pa kako izgleda oddelek za zootehniko, bom zavrtela en kratek film, v katerem je tudi nagovor prodekana oddelka za zootehniko, potem pa bomo nadaljevali z predstavitvijo. Dobrodošli na oddelku za zootehniko. Moje ime je Klemen Potočnik. Na fakulteti sem se pred četrt stoletja zaposlil kot asistent za biometrijo in informatiko. Nekoliko kasneje pa sem pričel delovati še na področju konjereje. Trenutno opravljam tudi funkcijo prodekana oddelka. Oddelek za zootehniko je največji oddelek biotehniške fakultete, posebnost oddelka pa so prav gotovo pedagoško-raziskovalni centri, kjer redimo različne vrste živali. Skupaj okoli 200 govedi, 300 ovc in koz, 10 lipicancev, skoraj 10.000 kljunov različne perutnine, nekaj 100 laboratorijskih miši in nekaj 100 kg rib. Imamo tudi dobro opremljene laboratorije, ki služijo analizam živalskih proizvodov, zlasti pa proučevanju genetike, mikrobiologije, imunologije in ostalega, kar je povezanega z živinorejo. Vsa ta infrastruktura se uporablja za raziskovalno delo, da pa raziskovalci ostajamo v stiku z realnostjo, smo vpeti tudi v strokovno delo. Vse skupaj pa je podrejeno pedagoškemu delu. V primeru, da se boste odločili za študij pri nas, vam bomo skušali približati znanja z različnih področij, kot so genomika, prehrana, obnašanje živali, reja posameznih vrst živali, ohranjanje živalskih genskih virov ter drugih tematik, ki so pomembne za trajnostno kmetovanje oziroma živinorejo. V prihodnosti je pričakovati vedno nove izzive, s katerimi se bomo srečevali tako lokalno kot tudi globalno. Le z iskrenim sodelovanjem in na znanju osnovanimi odločitvami bomo kos časom, ki prihajajo. Zato vas vabim, da se nam pridružite in skupaj bomo poskrbeli, da bomo krepili in delili kompetence na področju reje živali na način, da bo poskrbljeno za dobrobit živali in živinorejca. Nenazadnje pa tudi za naše potrošnike, ki se vse bolj zavedajo, da gre večina stvari v življenju mimo nas, le hrana gre skozi nas. Želim vam, da se boste pravilno odločili in se vidimo v jeseni.
Takole, torej za začetek smo si ogledali en tak kratek filmček, zdaj bomo šli pa na samo predstavitev, pa seveda vmes me lahko ustavite ali pa na koncu vprašate, če bo še kakšna stvar ostala nerazložena. Torej predpostavljam, da vas zanima reja živali, da vas zanima narava, kmetijstvo, potem je pravzaprav študij zootehnike oziroma živinoreje prava izbira za vas. Biotehniška fakulteta je ena izmed fakultet Univerze v Ljubljani, ki je najstarejša univerza v Sloveniji. Je popolna univerza, ki združuje preko 20 članic na področju naravoslovja, družboslovja, pa tudi akademij, umetniških akademij. Na Univerzi v Ljubljani študira vsako leto preko 48.000 študentov. Biotehniška fakulteta ima pravzaprav že zelo dolgo tradicijo in izhaja iz agronomske fakultete iz leta 1947, kar pomeni, da letos praznujemo 50-letnico. Biotehniška fakulteta, torej naziv biotehniške fakultete pa je že od leta 1962. Biotehniška fakulteta je pravzaprav ena največjih članic Univerze v Ljubljani, skupaj je zaposlenih na biotehniški fakulteti preko 600 ljudi in študira vsako leto preko 3000 študentov. Izobražujemo tako na prvi stopnji, torej univerzitetni in pa visokošolski strokovni študij, to je tisto, za kar se vi zanimate trenutno, ravno tako pa izobražujemo tudi na drugi stopnji, torej magistrski študij, in pa za tiste, ki vas bo nekoliko bolj zanimalo raziskovalno delo, se lahko izobražujete tudi na tretji stopnji, torej doktorski študij. Biotehniška fakulteta ima sedež v Ljubljani pod Rožnikom, blizu živalskega vrta. Tam so praktično vsi oddelki biotehniške fakultete, razen oddelka za zootehniko. Fajn je, da poznate tudi ta del, saj bo del iz vašega izobraževanja potekal tudi na samem sedežu biotehniške fakultete. Da si mogoče malo pogledamo, da dobite občutek, torej v sredini, tukaj je dekanat, upravna stavba z vsemi potrebnimi službami, tako za študente kot zaposlene. Poleg dekanata je oddelek za živilstvo, nekoliko bolj levo oddelek za agronomijo, krajinsko arhitekturo, še bolj oddelek za biologijo, na drugi strani pa sta oddelek za gozdarstvo in pa oddelek za lesarstvo. Tudi na teh članicah oziroma na teh oddelkih bo potekal del izobraževanja, predvsem v prvem letniku. Tako smo spoznali torej tudi ostale oddelke na biotehniški fakulteti. Poleg teh, ki sem jih tukaj naštela, je s 1. januarjem nastal iz prejšnjega medoddelčnega študija mikrobiologija tudi oddelek za mikrobiologijo. Oddelek za zootehniko pa se nahaja v bližini Domžal, naslov je Groblje 3, kjer pač izvajamo predvsem študijski proces za študente oddelka za zootehniko, pa tudi za nekatere druge oddelke. Poleg glavne stavbe oziroma glavne lokacije pa je oddelek za zootehniko oziroma ima svoje pedagoško-raziskovalne centre tudi po nekaterih drugih delih, in sicer imamo pedagoško-raziskovalni center za konjerejo in perutnino na Krumperku, kar je v bližini Domžal. Potem je pedagoško-raziskovalni center za živinorejo v Logatcu, ribogojnica Pšata, ki je v bližini Kamniško-Savinjskih Alp, in pa, mogoče prej sem pozabila še omeniti, da Botanični vrt v Ljubljani tudi spada pod biotehniško fakulteto. Takole izgleda torej oddelek za zootehniko, kot ga poznamo oziroma ste ga videli tudi prej na filmu, z pač vsemi stavbami. Vidite, da smo obdani z zelenjem v lepi okolici. Še mogoče nekaj slik naših pedagoško-raziskovalnih centrov. Tole je iz Logatca, kjer imamo krave, torej govedo, imamo tudi koze, ovce, drobnico na tej lokaciji. Potem je pedagoško-raziskovalni center Krumper, kjer imamo konje, na drugi strani pa je del perutninarstva. Ribogojnica Pšata sem omenila, poleg ribogojnice Pšata pa imamo tudi na oddelku eksperimentalno ribogojnico, ki je torej v bližini naših stavb, da jih lahko
se pogledate oziroma bi pogledali, tam potekajo poskusi oziroma projekti na ribah. Še Center za laboratorijske živali, ki je bil tudi omenjen v filmu, torej kar nekaj laboratorijskih miši imamo, na katerih izvajamo določene postopke. In če omenim mogoče enega najbolj odmevnega pred leti, če se spomnite, je bil pred leti odkrit gen za vitkost in gen za debelost, torej eden izmed genov, ki urejata, ali bo oseba vitka ali debela. Za odkritje tega gena so sodelovale tudi naše miške, ki jih že več kot 60 generacij selekcioniramo na vitkost oziroma debelost. Pa če se zdaj vrnemo torej k našemu študiju, kot rečeno, izobražujemo na prvi stopnji. Prvostopenjska študijska programa se imenujeta Univerzitetni študijski program zootehnika in pa visokošolski strokovni študijski program živinoreja. Biotehniška fakulteta je pravzaprav ena izmed prvih fakultet na Univerzi v Ljubljani pristopila k bolonjskemu študiju že daljnega študijskega leta 2007-2008. Kaj to pomeni, bomo skozi to predstavitev še parkrat si pogledali, torej kaj pomeni bolonjski študij. Ena stvar, ki še tukaj lahko omenim, torej tudi z visokošolskega strokovnega študija lahko nadaljujete študij na magistrskem študijskem programu, torej na drugi stopnji, s tem, da so tukaj te možnosti nekoliko manjše, kot če zaključite univerzitetni študijski program. S tem mislim možnosti manjše izbire, kater drugostopenjski študijski program bi izbrali. Seveda, ko opravite enkrat drugostopenjski študijski program, pa lahko nadaljujete študij tudi na doktorski stopnji. Že prej sem omenila torej bolonjski študij, kaj je prinesel. Slovenija je torej isto podpisnica bolonjske deklaracije, tako kot večinoma evropskih držav, in države so se s podpisom te deklaracije obvezale, da bodo poenotile programe in načine dela visokošolskega izobraževanja. S tem so se nekoliko spremenile vsebine in oblike poučevanja, nekatere pridobljena znanja in veščina so bila spremenjena, še najbolj pomembno pa je, da se je v tistem času, oziroma še zdaj to velja, začelo vrednotenje študijskega dela s tako imenovanimi kreditnimi točkami, ECTS-ji, kar pomeni, da kreditne točke lahko prejemate tudi na kateri drugi fakulteti oziroma univerzi v tujini in se hkrati štejejo za opravljanje obveznosti na vašem študiju. Nekoliko kasneje bom to razložila, ko se bomo pogovarjali o Erasmus izmenjavah. Torej še enkrat, na živinoreji oziroma zootehniki preučujemo rejo živali, predvsem zaradi proizvodnje hrane in tudi nekaterih drugih koristi. Temeljno poslanstvo oddelka za zootehniko je vrhunsko pedagoško, raziskovalno in strokovno delo na področjih reje živali, na področju genetike, selekcije, prehrane, mlekarstva, mikrobiologije, biotehnologije, bioekonomike in lahko bi našel še kakšno drugo področje. Zato pa pravzaprav imamo odlične možnosti, saj imamo dobro opremljene laboratorije, imamo vrhunske predavatelje, učitelje, ki so tudi svetovno priznani. Praktično vsi učitelji, ki učijo, so vpeti tako v pedagoško delo, raziskovalno delo in pa strokovno delo. Še enkrat, torej dva programa, ki na prvi pogled izgledata, da sta enaka, na koncu pravzaprav dobite nekoliko drugačno izobrazbo, samo razlika je v končnem delu, pri obeh dveh programih pa dobite naziv diplomirani inženir kmetijstva, torej na univerzitetnem študiju zootehnike, na strokovnem študiju živinoreje. Vendar kljub oba programa trajata 3 leti, vendar so, kot sem že prej omenila, možnosti za nadaljevanje nekoliko drugačne. Navidezno izgledata čisto podobne, ampak majčkeno drugačno je predvsem zaradi tega, ker so vsebine na teh dveh programih nekoliko drugačne, nekoliko drugačni predmeti so, nekoliko drugačne vsebine, tudi pri podobnih nazivih predmetov. Znanja, ki jih pridobijo študentje na posameznem študiju, so pri univerzitetnem študiju nekoliko bolj poglobljena in tudi nekoliko večja paleta različnih znanj pridobljena. Pridobljene veščine
so v univerzitetnem študiju bolj usmerjene v teoretična znanja, medtem ko pri visokošolskem strokovnem študiju so usmerjene bolj v prakso, torej več praktičnega usposabljanja. Navezanost na magistrski študij je pri univerzitetnem študiju boljša kot pri strokovnem študiju in pa pri univerzitetnem študiju je večja možnost prehoda tudi na druge magistrske študije, medtem ko zaključite strokovni študij, imate možnost prehoda na magistrske študije, ki jih ponuja oddelek za zootehniko in pa na magistrske študije, ki jih ponuja oddelek za agronomijo. Medtem ko na druge magistrske študije je prehod nekoliko težji. Poklic, ki ga na koncu dobijo študentje oziroma dobite študentje, je tehnično-inženirski poklic na področju uporabnih bioloških ved. Za vse to pa so potrebna tako naravoslovna, inženirska in uporabna družboslovna znanja, seveda na področju kmetijstva s poudarkom na reji živali. Zaposljivost diplomantov, ki zaključijo univerzitetni študij, pri teh diplomantih si želimo, da nadaljuje študij na magistrskem programu znanost o živalih ali na katerem drugem s kmetijstvom in pa z uporabnimi vedami o življenju povezanih programih tako doma kot tudi v tujini. Tisti, ki pa ne bi želeli nadaljevati študija, pa se seveda lahko takoj zaposlijo na področju kmetijske pridelave, predvsem reja živali, proizvodnje in predelave hrane živalskega izvora, lahko pa tudi v tržnih storitvenih dejavnostih v javnem sektorju, na področju razvoja podeželja, zaščite živali, varstva okolja in verjetno bi se še kakšno področje našlo. Cilj študenta oziroma cilj izobraževanja na visokošolskem strokovnem študiju je usposobiti kmetijskega strokovnjaka z veliko praktičnimi znanji z različnih področij reje živali, ki so potrebna za samostojno vodenje živinorejske proizvodnje na kmetijah oziroma v kmetijskih podjetjih. Ta znanja, ki jih pridobijo študentje, so s področja tehnologije različnih rej, s področja pridelovanja hrane, s področja prehrane živali, kontrole in selekcije in pa seveda tudi ekonomike. Znanja so tako strokovno, so taka, da lahko pač omogočajo strokovno utemeljeno sprejemanje proizvodno-tehnoloških in tržnih ukrepov, ki so osnovani tudi na ekonomskih izračunih in analizah. Zaposljivost diplomantov, ki zaključijo visokošolski strokovni študijski program prve stopnje, je predvsem kot samozaposlitev v kmetijstvu, torej mladi prevzemniki domačih kmetij in pa seveda v podjetjih, ki so usmerjeni v živinorejsko proizvodnjo. Zaposljivost je možna torej na širokem spektru dejavnosti, tako v zasebnem kot v javnem sektorju, ki je povezano z kmetijsko pridelavo, prirejo, s predelavo, prodajo in pa z povezanimi storitvenimi dejavnosti, torej z področja živinoreje oziroma kmetijstva. Zaposlijo se lahko tudi na področju torej reje živali za zabavo, športa in pa druženja. Nekateri študentje pa, ko zaključijo visokošolski strokovni študij, nadaljujejo študij na magistrski stopnji. Kakšni so vpisni pogoji? To je pravzaprav tisto, kar vas trenutno najbolj zanima, kaj morate narediti v srednji šoli, da se lahko vpišete. Na univerzitetni študij kmetijstva zootehnike se lahko vpiše vsak, ki je opravil maturo in pa druga možnost je za opravljeno poklicno maturo v katerekoli srednješolskem programu. Poleg tega pa mora biti še izpit iz enega od maturitetnih predmetov, ki pa ne sme biti isti, ki je bil že opravljen na poklicni maturi. Če bi se kdo želel vpisati, ki je zaključil študij pred 1.6.1995, je lahko vsak, ki je zaključil 4-letni srednješolski program. Če bi se zgodilo, da bi imeli preveliko vpisanih študentov, potem bomo izvedli omejitev vpisa. Pri omejitvi vpisa pa gledamo na splošen uspeh pri maturi, ki prinese približno 60% točk in pa splošen uspeh v 3. ali 4. letniku, ki prinese 40% točk. Za kandidate, ki pa bodo prišli s poklicno maturo in opravljenim še enim maturitetnim izpitom iz maturitetnega predmeta, pa prinese matura 40% točk, 20% prinese še tisti dodatni maturitetni predmet in pa 40% točk uspeh v 3. in 4. letniku. Za vpis na visokošolski strokovni študij živinoreja
pa je potrebno torej imeti opravljen zaključni izpit v katerikoli 4-letnem srednješolskem programu s poklicno maturo ali pa z maturo. Tudi tukaj, če bi prišlo do omejitve vpisa, predstavlja 60% točk splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu in pa 40% točk uspeh v 3. oziroma 4. letniku. Zdaj sem vam kar precej informacij natresla v zelo kratkem času. In pa še mogoče kakšnih informacij nisem povedala, jih pa najdete seveda lahko na straneh, na internetnih straneh Biotehniške fakultete, na Facebook strani Biotehniške fakultete. Biotehniška fakulteta ima tudi svoj Instagram profil. Poleg tega imamo YouTube kanal, kjer lahko najdete kratke filmčke o študijskem procesu, o različnih projektih, o alumnih, torej naših bivših študentih, uspešnih bivših študentih, o posameznih rejah in pa tudi oddelek za zootehniko ima svojo Facebook stran, kjer objavljamo razne novice, ki so pomembne tako za študente, zaposlene na fakulteti, pa tudi za širšo javnost. Kako izgleda internetna stran Biotehniške fakultete? Verjamem, da ste se jo vsi že pogledali, torej to je naslovna stran in na zavihku študij, ko kliknete na ta zavihek, se vam odprejo različni študijski programi oziroma možnost izbiranja študijskih programov, pa še ostale informacije, ki jih lahko torej pogledate. Pri možnosti študijskih programov pa najdete oba dva naša programa, torej čisto na desni strani, kmetijstvo živinoreja kot visokošolski strokovni študij in pa spodaj še kmetijstvo zootehnika kot eden izmed univerzitetnih študijev na Biotehniški fakulteti. Ko kliknete na enega od teh študijev, pa se vam seveda pojavijo oziroma pokažejo vse pomembne informacije o tem študiju. Tukaj je tudi predmetnik, si lahko pogledate, torej kakšni predmeti so in pa kakšni so temeljni cilji posameznega študijskega programa. Pri strokovnem študiju pravi, da je temeljni cilj usposobiti kmetijskega strokovnjaka z zelo veliko praktičnimi znanji z različnih področij. Na tem študiju razpisujemo 45 vpisnih mest. Podobno tudi na univerzitetnem študiju zootehnike, tukaj pa si želimo usposobiti kmetijskega strokovnjaka s širokim profilom, s posebnim poudarkom na znanju o znanosti o živalih in tudi tukaj razpisujemo 45 vpisnih mest za naslednje študijsko leto. Že prej sem omenila, da je bolonjski študij prinesel kar nekaj prednosti za študente in ena izmed velikih prednosti so študijske izmenjave. Torej opravljanje dela študija na drugi univerzi, primerljivi univerzi, fakulteti v tujini. Erasmus plus izmenjave za študente pomeni, da en semester svojih študijskih obveznosti napravite v tujini. Vsako leto gre na Univerzi v Ljubljani na študijsko izmenjavo približno 1000 študentov. V zadnjih 2 letih je bila ta številka nekoliko manjša, ker so bile tudi študijske izmenjave nekoliko omejene zaradi epidemiološke krize, vendar kljub temu tisti študenti, ki so se odločili, pa kljub vsemu odšli v tujino, so se vrnili torej zadovoljni. Lahko pa opravite tudi študijsko prakso v tujini, teh študentov je nekoliko manj in pomembno mogoče pri tem je, da študijsko prakso, torej ne tisto obvezno študijsko prakso, ki jo morate opraviti v okviru študija, ampak tisto, za katero bi se odločili recimo kasneje, lahko opravite tudi potem, ko že zaključite študij. Če torej ne dobite takoj zaposlitve oziroma ne želite takoj se zaposliti, se odpravite na recimo pol leta izpopolnjevanja praktičnega v tujino. Omenila sem raznolike načine izvajanja študija, torej da se je tudi to nekoliko spremenilo z bolonjskim študijem. Vi ste verjetno predvsem navajeni predavanj, ki ste jih imeli do zdaj na svojih srednjih šolah. Učitelj stoji spredaj za katedrom in vam pač podaja znanje. Tudi tukaj je mogoče nekoliko drugačna so predavanja,
veliko seveda poteka na podoben način, povezujemo pa se tudi z gospodarstvom, da povabimo strokovnjake z gospodarstva, ki vam pokažejo še mogoče drugačno luč istega problema ali pa istih znanj prikaže na drugačen način. Potem imamo vaje. Vaje so razdeljene na seminarske vaje, na laboratorijske vaje in pa na terensko delo. Seminarske vaje večinoma potekajo v predavalnici, v nekoliko večjih skupinah, laboratorijske vaje v laboratoriju v manjših skupinah, torej poglobljeno in pa bolj študentom za lažje razumevanje. Odpravimo pa se tudi na teren, torej da pogledamo kakšen problem na terenu in si poiščemo oziroma pogledamo dobre prakse. Poleg tega poteka tudi projektno delo, torej študente, ki jih bolj zanima raziskovalno delo oziroma kakšna stvar, kakšen problem želijo nekoliko bolj poglobljeno raziskati, jih vključimo v raziskovalno delo in opravijo pač neko raziskavo, za kar pripravijo pač poročilo. Tudi kakšni predmeti, torej predvsem izbirni predmeti, potekajo na način projektnega dela, torej da študentje delajo zelo individualno, torej sami seveda ob pomoči učitelja oziroma mentorja pripravijo oziroma prikažejo rešitev kakšnega praktičnega problema. Študijske prakse sem že nekoliko omenila, torej možne so študijske prakse torej v tujini, tudi pri nas. Nekaj pa je študijske prakse, ki jo morate opraviti tudi v času študija v prvem oziroma drugem letniku. Na visokošolskem strokovnem študiju te prakse nekoliko več, medtem ko na univerzitetnem študiju približno 1 mesec in mora biti opravljena torej do vpisa v 3. letnik. Poleg študija, seveda, ki je najpomembnejši, ko se vpišete na fakulteto, pa potekajo na Biotehniški fakulteti tudi obštudijske dejavnosti ob pomoči študentskega sveta Biotehniške fakultete, študentske organizacije in pa kariernega centra, ki organizirajo karierne dneve oziroma vam pomagajo graditi kariero tudi po zaključku študija. Pomoč študentom med študijem nudijo mentorji in pa tutorji letnikov. Mentorji so načeloma učitelji, ki so zadolženi za posamezen letnik in skrbijo, da študij poteka nemoteno, da ne prihaja do konfliktov in težav. Tutorji pa so po večini študentje, ki vam pomagajo vklopiti se čim hitreje in čim lažje v univerzitetno sfero, torej v študijsko življenje. Pomagajo vam torej pri različnih predmetih, pri težavah, ki nastanejo. Tutorji so večinoma oziroma največje dela imajo seveda v prvem letniku, da študentje zapopadajo način dela, kasneje pa so tutorji nekoliko manj pomembni. Poleg tutorjev, torej mentorjev letnikov, pa skrbi za pomoč študentom tudi Komisija za študij prve in druge stopnje, ki skrbi, da študijski proces torej teče nemoteno. Kot sem že omenila, imamo Facebook stran oddelka za zootehniko, kjer objavljamo razne novice in pa včasih objavljamo tudi kakšne novice o naših uspešnih bivših študentih, ki svojo kariero gradijo mogoče na drugačen način ali pa malo bolj odmevno. Torej recimo eden izmed študentov, ki so nekoliko bolj uspešni ali pa so bili medijsko izpostavljeni, Toni Kukenberger, ki je bil pred leti nominiran in tudi imenovan za inovativnega mladega kmeta. Za inovacijo, torej, ki je naredil molzni aparat oziroma molzni stroj tako, da je le-tega odpeljal na pašnik in pomolzel krave, da ni bilo potrebno kravam se vračati v hlev tako zjutraj kot popoldne, ter si s tem prihranil nekoliko nekaj dela in pa naslednja, recimo eden izmed uspešnih študentov je Izidor Grabrijan, ki je prevzel kmetijo staršev oziroma starih staršev v Beli krajini in za partnerko sedaj vodita kmetijo z ovcami in tržita mlečne izdelke zelo uspešno. Še ena, mogoče nekoliko drugačna zgodba naše študentke Daše Korže,
ki je svojo pot nadaljevala ne tesno povezano z živinorejo, pa kljub temu živalmi, saj je ustvarila blagovno znamko Fitko, ki ste jo verjetno v koncu lanskega leta srečevali tudi na televiziji, saj se je uspela uvrstiti med podjetnike, ki so jih promovirali Štartaj Slovenija, in še vedno lahko kupite njeno hrano, torej za pse Fitko, v Šparih oziroma Interšparih. To je ena izmed študentk, ki je izkoristila izmenjave v tujini, tako da se je udeležila izmenjave v 3. letniku univerzitetnega študija, odšla v Nemčijo v Hohenheim, del študijskih obveznosti opravila tam, po končanem magistrskem študiju pa svoje znanje izpopolnila na veterinarski fakulteti v Milanu v Italiji, kjer je pridobila predvsem znanja o klinični prehrani psov in mačk, ki seveda sedaj pri tem njenem delu močno koristijo. Še ena zgodba Elizabete Škarget, naše diplomantke, ki je zaposlena v Leku veterini in je bila nominirana ob koncu lanskega leta oziroma začetku lanskega leta med inženirke leta, sicer ni bila izbrana kot med inženirke leta, vendar pa je bila v tem naboru, torej najboljših inženirk. Pa še mogoče zadnja, Kirbiš Tjaša, ki pa svoje delo zares dela na področju živinoreje, saj je zaposlena na osemenjevalnem centru v Ptuju in je tam strokovna sodelavka, torej bolj povezana direktno z živinorejo oziroma s tistim, kar je študirala. Omenila sem še, oziroma že prej, da imamo študente, ki vam pomagajo. Na oddelku za zootehniko deluje Društvo študentov zootehnike, imajo svojo Facebook stran, verjamem, da ste jo že našli, si jo tudi kaj pogledali. Sedaj si bomo pa pogledali eno predstavitev, ki so jo pripravili študentje za vas, da vas torej animirajo in povabijo, da se vpišete na študij zootehnike. No, pa poslušajmo zdaj še študentje. Lepo pozdravljeni še iz moje strani. Jaz sem Patricija Lakner, študentka 3. letnika zootehnike in članica Društva študentov zootehnike, in danes vam bom na kratko predstavila naše društvo, ki na našem oddelku deluje že skoraj 2 desetletji. Naše društvo deluje na oddelku za zootehniko, sodeluje pa s študentskim svetom in študentsko organizacijo Biotehniške fakultete. Poleg tega pa smo tudi člani Zveze slovenske podeželske mladine in sodelujemo z Društvom rejcev govedi črno-bele pasme Slovenije. V letošnjem študijskem letu je aktivnih članov društva okoli 20, prihajamo pa iz različnih letnikov študija zootehnike in živinoreje. Med seboj si v različnih projektih pomagamo in sodelujemo. Imamo tudi svojo društveno pisarno že od leta 2008, v kateri se vsaj enkrat na mesec zberemo in kjer v bistvu nastajajo nove ideje za nove projekte. Naša društvena pisarna oziroma društvena sobica, kakor ji pravimo člani društva, se je obnovila in malenkost modernizirala leta 2016. Poleg projektov v njej potekajo tudi različne seje, občni zbori in volitve. Eden od naših dolgoletnih projektov je bila Cerknica v mesecu decembru. Glavni namen tega projekta je bilo druženje in pa spoznavanje novih ljudi. Seveda ni manjkalo tudi hrane, ponavadi se je kuhal golaž, tako da je bila to odlična priložnost za navezovanje novih stikov. Še eden od projektov našega društva pa je brucovanje. Gre se v bistvu za zabavo, ki je namenjena predvsem prvim letnikom oziroma brucem in kjer ne manjka seveda tudi te slavnostne zaprisege, da bodo vestno opravljali svoje študijske obveznosti, s tem, ko so postali študenti na našem oddelku. Organiziramo tudi različne ekskurzije po Sloveniji, kjer obiščemo različne kmetije oziroma druge kmetijske obrate. Poleg tega, da se imamo res luštno, se lahko tudi marsikaj novega naučimo oziroma spoznamo nove kraje, nove tehnologije reje in še marsikaj drugega. V mesecu oktobru oziroma novembru ponavadi organiziramo tudi kostanjev piknik, kjer pečemo kostan in se družimo. Eden od naših novejših projektov pa je projekt Secret Santa oziroma Skrivni božiček, kjer se člani in tudi drugi študentje na oddelku med seboj obdarujemo.
Vsako leto organiziramo tudi različne tečaje. Naprimer, 2 takšna tečaja sta varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter usposabljanje za prevoz živih živali. V preteklosti smo organizirali še tudi druge številne tečaje, vendar ta dva sta nekako stalnica vsako leto. Vsake toliko damo tiskati tudi različne društvene majice in pa puloverje. Na sliki vidite letošnji društveni pulover, ki predstavlja nekako našo smer. Na zadnji strani pa je napisano v angleščini Students of Animal Science Slovenija. Aktivni smo tudi na socialnih omrežjih, tako da vljudno vabljeni, da si ogledate našo Instagram in pa Facebook stran. Če pa imate še kakršnokoli vprašanje, pa nam lahko pišete tudi na mail. Na oddelku za zootehniko delujemo tudi tutorji. To pomeni, da smo to študentje, ki nudimo drugim študentom pomoč pri različnih izzivih, s katerimi se soočajo med študijem. Usmerjamo in tudi svetujemo študente pri reševanju različnih težav, jim nudimo različno oporo in jih podpiramo in nasplošno olajšamo vključevanje v univerzitetno okolje. Na našem oddelku poteka uvajalno tutorstvo, tutorstvo za študente s posebnimi potrebami ter tutorstvo za tuje študente in za Erasmus študente ter seveda tudi učiteljsko tutorstvo. Zelo aktivna na biotehniški fakulteti je tudi študentska organizacija, ki skrbi predvsem za tisti bolj zabaven del študija na fakulteti. V povezavi z društvi, študentskim svetom in kariernimi centri organiziramo vrsto dogodkov, naprimer razne poletne šole, tabore, ekskurzije, ki popestrijo študentski vsakdan. Na fakulteti deluje tudi študentski svet biotehniške fakultete, kjer zastopajo pravice pa tudi dolžnosti študentov. So edini pravni in uradni zastopniki študentov, seveda pa skupaj s študentsko organizacijo, društvi in kariernimi centri Univerze v Ljubljani poskrbijo za pester program tako izobraževalnih kot tudi zabavnih aktivnosti, ki dodajo tisto piko na i letom, ki jih preživite na naši fakulteti. To bi bilo iz moje strani vse. Želim vam uspešno šolsko leto še naprej ter upam, da se oktobra vidimo na naši fakulteti. Bila predstavitev študentov, mi pa nadaljujemo z tem, kar sem vam jaz pripravila. Saj ni več veliko, upam, da boste imeli potem še kakšna vprašanja. Torej, to je bilo Društvo študentov zootehnike. Poglejte njihovo Facebook stran, da dobite občutek, torej, kaj se dogaja na oddelku za zootehniko, poleg tistega, kar je prva stvar, torej študija. Mogoče par utrinkov iz preteklih dogodkov, ko so študentje pripravili različne igre, smešne igre, pri katerih sodelujemo tudi učitelji. Tega je seveda v zadnjih 2 letih bilo nekoliko manj, tudi posebej združenja je bilo nekoliko manj zaradi korona krize oziroma težav, ki jih imamo pri epidemiji, pa vsi upamo, da bo to počasi izvenelo in bo naslednje študijsko leto bolj normalno tudi, kar se tega tiče. Še kako pridete do oddelka za zootehniko? Rekla sem, da oddelek za zootehniko je v bližini Domžal, torej Groblje. Imamo zelo dobre povezave z avtobusom in pa vlakom. V bližini, 5 minut stran, sta tako železniška kot avtobusna postaja. Vidite pa, da smo tudi blizu avtoceste, proti Mariboru. Iz Ljubljane je to dobrih 20 kilometrov oddaljeno, s Kamnika pa še nekoliko manj. Za konec mogoče še en kratek film, ki ga je pripravila Evropska unija o hrani. Če ste me poslušali, torej živinoreja pravzaprav reja živali, predvsem zaradi hrane živalskega izvora, in hrano bomo praktično potrebovali vsi tudi v naslednjih letih.
Torej, kmetijstvo bomo praktično vsi potrebovali še kar naprej in tudi torej, hrana bo potrebna za ljudi. Tole je vse, kar sem imela pravzaprav jaz pripravljeno, na hitro, da vam povem o oddelku za zootehniko. Na naši spletni strani se lahko tudi sprehodite po nekaterih prostorih, torej virtualni sprehod za občutek, mogoče še malo, pa potem krajše, kot je bil prejšnji film, da si vidite hodnike, predavalnice, laboratorije, torej na tej povezavi, ki je tukaj navedena. Zdaj pa sem na voljo, da me še kaj vprašate tistega, kar nisem povedala oziroma bi si želeli še kakšno stvar več slišati na to temo.